Živijo! Danes nas čaka ekskluzivna kulinarična delavnica. Ostali so že noter, tako da predlagam, da kar greva. Živijo! Živijo! Lepo, da ste prišli. Danes bomo malo kuhali, pa ustvarjali. Z nami je danes tudi 10. udeleženec, VR. Upam, da so te kaj navadili, no. To je to. Za štart se tale jajčevc, lahko ga kar pijete. S tem cangam se ga kar gor flikne direkt na žirjavca. Lahko ga drugače, ja, kar direkt. Bomo malo pomagam. Jaz sem tukaj ena zadeva. Okej. Lahko se tudi s tem pomagam. Lahko mu malo pomagamo, samo če imamo čas, je bolje na tole vreme. Drugače pa veliko svobode pri kuhanju, nič ne komplicirati, kaj ti brez jede. Jaz vidim, da vsi, ki doma delajo, bolj znajo skoraj kakšne stvari, kaj jaz, pa to komplicirajo, da je kaj glavo. Je lahko je tudi gor, treba že biti bolj prestižen. Če jih imaš dost, tam pokaj ene pol kile, kupiš, pa opaziš, kam na ti. Dagne se drugače zame ene malo, recimo najboljši škol. Je pa res, da moramo biti ful previdni pri teh dagnah, ker če niso sveže, mislim na splošno pri školjkah, če niso sveže, to, kakor so malo odprte, takole, tale že recimo ni dobro. To so v bistvu te spomladanski zavitki, to so suhi riževi listi. In to se odsvre na približno 190 stopinj, se sam noter da in ko se takole napihne, je to, tak ustava pride pa. Prav, vzameš takole školjko ven, malo zna biti vroča, tole se stran vzame in se jih čoka. Ta kaviar mi sami delamo drugače. En moj kolega pač ikre mi zrihta, ki ima postrovi tudi za nas. In pa mi to sami nasolimo, zato ker mene zmoti pri kaviarjih, če so preveč slani. Pa boh je tako oni v trgovini noter, mislim, čem ga obdela. Zdajle bomo pripravili pa eno račjo pašteto z unelim radičem. Radič narežete čim bolj na tanko in pol naredimo poljubne velike kose. Zdaj odvisen, če imate to za fingerje, pa koliko imate tega, toliko velike kočke pač pol narežete. Mi bomo tukaj dali eno zlato sredino. Takole, pa reži krh. Kar je važno pri tej zadevi je, da radič dušimo, ampak na ponvi. En bi rekel, okej, zdaj, ko dušimo, damo ponv gor. Ne, mislim, damo pokrov gor, ampak tukaj je ena specialna pokrovka, ker mora lih prav vlage ven iti, pa lih prav je mora noter ostati. Najlažje ga naredite takole iz peki papirja, pač vzamete en kvadrat, ga prepognete, da imate en trikotnik, še parkrat zložite, da imate tako pohlačo, čak. In pa imate še mero določite, tale do sredine, vsak stran odrežite, recimo na sred lukna, do klelenik, do roba. Naredite še en par zračnikov, to so te božični okraski še zraven. In pol raztegnete. Še. Mi kar dostikrat uporabljamo te pokrovke, malo drugače zraven vseh teh ponov pokrove, ampak ta pokrov je drugačen. Se vam kar dobro gre. A imate kaj cajta? Jaz rabim kakšnega delavca. A pod bok. Dobro. Tele bomo pa pripravili eno jed, ki je morebiti, vse ne vem, je tukaj ful neki eksotična ali pa ni eksotična, je pa iz slovenskih surovin 100%. Jaz sem kul našparan z maslom, to je res. Puter je pri meni isto, kot je voda. Če bi putre zmanjkalo, lahko sem zapremo restauracijo. Ker se pokoncentrira voda, dodamo hruške not. Jaz sem zdaj ene take bolj zimske hruške, se pa nas to reče.
Ne vem sploh, kako se jim reče v resnici, ampak tu se, pa nas je mama zmeraj rekla, da so tu zimske. Zaradi tega, da jih tudi moji mulci ne bi prehitro začeli jesti, ker so bile itak puste, ker strela, da smo jih še zmeri, a ne tudi, da se zmedijo, ampak zdaj so jih prav trde, take fejst kompaktne. Ker se tale zadeva shladi, potem v maslu dodamo še olive, pa malo solimo, pa limonno in lupinca damo tudi. Ti si toga baš stavil. Nek se vidi raskoš. Moraš pa zmeri vedeti, da mora biti dobro za jesti. Ni važno, tudi če ti narediš, ne vem, kaj gore ene pence, pa ne vem, kakšne teksture, pa ne vem, kaj še motiviti, mora biti dobro za jesti, to je glavno. No. Takole, zdaj ta jed je pa dokaj enostavno, čeprav malo časa vzame, ker je treba narediti kostanjev pire, se pravi, skuhamo kostanj, ga olupimo vse dol, tudi tisti terjav, pretlačimo skozi cediv že spet, da je čist gladk. In ga spet lahko ga malo zamešamo z mlekom ali pa malo sladke smetance, tako da postane mazal, ne, približno tako, kot je tale. Zdaj bom nekaj naredila, bolj. Tak, Cok. muški. Ja, pa takole, ne. Ja. Se mi zdi, da mora biti vsaki za vse. Ne, kar. Hokkaido buča pa ta pašteta gre dobro skup, zato ker je pač hokkaido buča ima že sama po sebi, ali pa muškatna, lahko tudi uporabite, ima že sama po sebi dost tak, kar malo vaniljast okusa, ne, in je super s to pašteto. Lističe date takole gor, če malo na 3, ups, malo se poigrate, ne. Kolegica je htjela malo Aha, svoje vidim, special. htjela ene te opasne metode. A ovo vam je preko veze. Jaz sem še jaz kaj navadil, ne. Slobodno, kolegice. Naravno, apsolutno. Hvala, vaš ste gozni. Amo jaz pomagam. Da nam do jutra, kaj. Bilo bi dobro. Wow. A rekli ste da smijemo kreirati, pa onda malo sam se zanjela. Moje vem tiš. Ja vam jako volim kuhat, ali još više volim jest. Tako da... Ja, jaz tudi. I ja nikad u životu neću biti mršava jer ja volim jesti, sad sam to javno priznala na televiziji, prema tome riješili smo i tu dilemu. Tanjur prazan, evo ga i to smo Mora biti riješili. onak malo magično. Ja, mi smo dobri, mi bi kuhinju očistili odmah. Ja. A ako ne bi oprali, bar bi pomazali što na tanjurima. No, takole. Tule so naše ekskluzivne dobrote, za katere lahko recepte dobiš na spletni strani. Upam, da ste uživali in da ste se kaj novega naučili. Vas pa tudi vabim, da poskusite našo novo račjo pašteto. Čao!